Tik pred razmahom največje epidemije, kar jih pomni naša generacija, je družina Starman Alić iz Vaš odšla na potovanje v Oman. Če bi takrat vedeli, kako se bo situacija s COVID-19 razvila, se na potovanje najbrž ne bi odpravili, pravijo. A na srečo so se uspeli izogniti vsem nevšečnostim in na arabskem polotoku preživeli ene njihovih najlepših počitnic. O svojem popotovanju so pripravili potopisno predavanje prejšnjo sredo v knjižnici, katere čitalnica je bila po dolgem času končno spet povsem polna. Monarhija Oman leži na jugovzhodni obali arabskega polotoka, ki za razliko od njegovih z nafto bogatih sosed svoj razvoj v zadnjih letih gradi predvsem na turistični dejavnosti. Od nekaj več kot 4 milijonov prebivalcev jih skoraj polovica živi v glavnem mestu Muškat in na obalnem območju Batine, severno od glavnega mesta. Da bi bil road trip po Omanu lahko super potovalna izkušnja, so leta 2020 razmišljali odrasli predstavniki 3 družin v obdobju pred zimskimi počitnicami, ko je v zraku že visela grožnja globalne epidemije. Razlog je bil v bistvu najprej pobuda druge družine, a ne? Oni so bili tisti, ki so rekli, lej, arabski svet ne poznamo, pa dejansko Oman je res arabska Švica, a ne? Sama osebno sem bila malo zadržana, ker spoznali smo Tunizijo, Egipt, te države in tam se mi je zdelo, da znajo biti zelo vsiljivi, ni bilo tisto, tako bom rekla, potovanje je bilo zmeraj zelo naporno in sem bila malo zadržana, ampak potem na to povabilo, pa se je še do te 3. družine odzvala, smo pa rekli, daj pa, če ne zdaj, ker bomo 3 družine skupaj in bomo sigurno že zaradi tega imeli super izkušnjo. Ampak potem arabski Švici res lahko tudi danes rečemo, ko smo bili v Omanu, ko smo se vrnili in je bilo točno to, kar smo prebrali, točno to smo tudi v živo doživeli. So prijazni, so gostoljubni, cenovno ugodno, tako da mislim, da je bilo to tisto glavno, kar je prevagalo, no. Ker so načrtovali potovanje s spanjem v šotorih, je glavnino prtljage zavzela kemping oprema, oblačil so vzeli minimalno, prav tako ostalih stvari zaradi omejitve teže prtljage v letalu. Nekaj smo seveda lahko kupili potem tudi v Muskatu, samo dejansko smo ugotovili, da so bile prvič izbire, ni bilo pa tudi cenovno, bi to kar veliko, glede na to, da pri nas lahko določeno opremo kupimo po veliko cenejši ceni. Tako da to smo imeli s sabo, kako je izgledalo, se pravi, da smo, tudi doma smo si naredili plan že, kaj bomo po dnevih jedli. In tisto, kar imajo otroci radi, smo že doma prinesli. Še to, se pravi, v kovčkih smo imeli tudi, ne vem, kako sem rekla, čokolino, pa nutelo, pa tisto, kar imajo otroci radi, ker smo vedeli, da dol ne bomo dobili. Dol smo pa potem kupili testenine, pa tiste stvari, ki se pač da dosti na hitro skuhati. Ampak ne, v bistvu, ko si enkrat tam, ko padeš v to, se mi zdi, da to je brez problema, no. Tudi otroci se uživajo. Glede na to, da je Oman na arabskem polotoku, kjer je suho in vroče podnebje v notranjosti in imajo omejene obnovljive vodne vire, za oskrbo prebivalstva z vodo skrbijo s posebnimi rezervoarji, v katerih je prefiltrirana voda in je na voljo tako prebivalcem kot turistom. Dejansko smo mi to vodo koristili, smo jo prekuhavali, tako da nismo imeli nobenih težav. Mogoče čisto zadnji dan je ena izmed naših punc od otrok imela neko prebavne motnje, ampak to je bilo res enodnevno in to je bilo to. Tako da z vodo nismo imeli težavo, za kopanje pa, tako kot sem rekla, to so te vadi, te rečne soteske, to so tudi med domačini zelo popularne in za vikend so polno obiskane, ampak ker smo mi kampirali sredi teh sotesk, se pravi sredi, tako kot smo rekli, na Blejskem otoku skoraj, smo mi zjutraj lahko bili prvi na vseh teh kopalnih mestih in na vseh teh najlepših punktih in ko so začeli turisti, domačini prihajati, smo mi v bistvu že glavni del in smo se že lepo odpravili, tako da smo lahko res izkoristili in to je, dokler Oman to še omogoča, se mi zdi, je vredno, no, ker se razmišljajo, da bi omejili to divje kampiranje sploh na teh najbolj turističnih punktih, ampak zaenkrat je še tako, da je dovoljeno.
Izkušnja družine Starman Alič. Na tokratnem potopisnem predavanju so sodelovali mama Alenka, oče Uroš in sin Adam, je bila skoraj v celoti pozitivna. Edino negativno izkušnjo so doživeli, ko so potrebovali vodiča v puščavo, saj jih je zaskrbelo, da bi se lahko džip vkopal v pesek, in so dobili nekoga, ki ni imel niti svojega vozila, niti opreme, s katero bi lahko pomagal pri morebitni nezgodi, in so njegovo pomoč zato zavrnili, kar pa mu ni bilo po godu. No, in ko smo mu rekli, da pač ne, tisto je bilo kar dost neugodna situacija, tako da smo, tako kot je že Adam povedal, dejansko smo dobesedno se nismo več tam tako, varno počutili. Zelo je bil vsiljiv, zelo je bil tisti, da smo mu nekaj obljubljali in da zdaj moramo to obljubo izpolniti in mu moramo tudi plačati, že sem zato, ker je prišel. Tako da smo se ga kar težko odkrižali in smo dejansko res šli s tem ven in smo šli potem vadi v to rečno sotesko, tako da smo se kar 50 km stran peljali, zaradi tega, ker smo rekli, čak malo, da moramo malo umiriti, da vidimo, kako se bomo pa odločali naprej. No, to je bila ena stvar, tako da mogoče za puščavo, če res nisi izkušen puščavski voznik, je to mogoče že boljš doma poiskati prek teh blogerjev ali pa vseh teh, ki so bližje v Omanu, če ima priporočajo kakšnega vodiča, da to že prej zorganiziraš, ker mi smo tam na licu mesta in ja, to ni bila dobra izkušnja. A po 2 letih je tudi slaba izkušnja že zbledela, ostali pa so predvsem lepi spomini na kanjon Al-Nakur, trdnjavo Bala, grad Džabrin, veliko sultanovo mošejo, sladko slano jezero, polotok z gnezdiščem zelenih želv, na številne vadije in prečudovite puščave. Puščave, mislim, to je nekaj, kar bi se še enkrat vrnili in mogoče bi šli prav za en teden samo v puščavo in tudi tam prespali. Res pa je, da so nas opozorili, ko enkrat je vročina, to je 50 stopinj, to je pesek, žari in ni najboljši čas. Se pravi, je treba res izbrati letni čas, ki je temu primeren, pa mogoče si še več dni vzeti za puščavo, ker mi smo pač imeli samo čas šolskih počitnic, pa tistih par dni prej pa kasneje, ampak zdaj, če bi šli še enkrat, več dni puščave. Obiskovalci tokratnega potopisnega predavanja v knjižnici smo lahko videli tudi nekaj spominkov z Omana in poskusili slastne arabske datlje. In katera bo naslednja pokoronska potovalna destinacija družine Starman Alič? Vsekakor, malo smo se naučili, da tudi en virus mogoče ni lahko razrastel v pandemijo, ne. Tako da naša naslednja destinacija je, da gremo na obisk prijateljem v Švico, dale za prvomajske praznike. Drugi popotniški prijatelji so nas vabili v Mehiko, tako da se mi zdi, da Mehika nas, dolgo časa smo jo imeli tako malo ne da nas bi ne vem kako vlekla, ampak prek enih popotniških slovenskih oddaj, enih vlogerjev, ki smo gledali na TV Slovenija, mislim, da smo bili pa popolnoma navdušeni, da tudi Mehika, mogoče Jukatan, tako da je ena, mislim, da prihodnjih destinacij. No. Vsem, ki si želijo potovanj malce dlje, pa še vedno priporočajo potovanje po Omanu, sploh kot neko začetno destinacijo po islamskih državah, saj boste dobili prečudovito izkušnjo izjemno prijaznih ljudi in prekrasne arabske dežele.